Spoštovani gospod veleposlanik dr. Rado Genorijo, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lep pozdrav vam in vašim gledalcem. Najlepša hvala za vaš odziv in sodelovanje. Za začetek bi vas vprašala, Slovenija je polnopravna država, članica Evropske unije od leta 2004. 8 let smo v družini 27-terice, nismo več nova država članica. Kako bi opisali naš položaj? Postavljamo se ob bok dolgoletnim članicam, večjim kot so Francija, Belgija, Nemčija, Združeno kraljestvo in druge. Na eni strani pa se v današnjih časih bolj sliši slogan v narekovajih Evropa dveh hitrosti, kot pa dejansko geslo Evropske unije združena v raznolikosti. Kakšen je položaj Slovenije kot nove članice? Strinjam se z vami. Tečemo že 9. leto članstva, potem je težko govoriti o novi članici. Smo že tako imenovana stara članica, saj sta se 2 državi pridružili kasneje, 3. soseda Hrvaška trka na duri. To pomeni, da nismo več tako imenovana nova članica. Kakšen je naš položaj, če ga primerjam s tistim ob vstopu, ko smo vstopili kot kredibilna nova država članica? Pravzaprav smo bili med tedanjo skupino tako imenovani zastavonoše predpristopnega procesa ugledna mala država članica. In moram reči, da zaradi tega so nam tudi najprej zaupali predsedovanje, potem naloge, ki smo jih kasneje odlično opravili, kot je bilo recimo povezano z šengensko širitvijo in kasneje z vstopanjem v evroobmočje. Vse to nam je prineslo nek ugled v družini evropskih držav, skupine evropskih narodov. Dobro se spominjam teh let in teh projektov in seveda zaradi tega tudi veselje doma in tudi tukaj v Bruslju, da nam je bilo kot prvi iz tedanje velike skupine zaupano vodenje predsedovanje Evropski uniji v prvi polovici leta 2008. Tudi to nalogo smo odlično opravljali. Zdaj v tej družini, veliki družini držav, veliki družini evropskih narodov, ima Slovenija še vedno ugled, ki si ga je pridobila z preteklimi dejanji in tudi z sedanjim delovanjem znotraj Unije. Naš cilj je bil tako v preteklosti kot sedaj, kot mala država članica, da vedno ne izpostavljaš samo svojih težav in svojih problemov, kajti številni problemi, s katerimi se mi soočamo, se soočajo tudi druge države. Bodisi da so male, bodisi da so velike, zlasti v tem procesu strukturnega prilagajanja, pa vendar lahko rečem, da Slovenija velja kot tista država, ki je vedno iskala tudi rešitve. Rešitve, ki niso dobre samo za Slovenijo, ampak za celotno 27-terico. No, in s takim ravnanjem in pozicioniranjem v formacijah sveta, v odnosu do komisije, v odnosu do Evropskega parlamenta kot ključnih evropskih institucij, si je zagotovo pridobila ugled in tudi s svojim dnevnim delovanjem z omenjenimi institucijami nimam nobenega slabega občutka. Če smemo vprašanje, na katerih področjih, kot ste omenjali, Slovenija največkrat išče rešitve in na kakšen način potem svojo pogajalsko moč in pa njeno zastopanje nekako se vpenja med te večje odločevalke na eni strani in pa na drugi, kako tudi vpliva to njeno zastopanje lastnih interesov, dogajanje na domačem političnem parketu? Poglejte, pri takem vprašanjih vedno izpostavljam 2 primerljivi zadevi. Naše delovanje v evroobmočju ali pa naše delovanje v šengenskem območju. Govorimo o 2 področjih, ki nam v zadnjih 2 letih pravzaprav pobere nekje večino, 2/3
našega razpoložljivega časa v formacijah sveta. Če govorim na eni strani o krizi evroobmočja, ki je zelo zaznamovala naš vsakdan v zadnjih 2 letih, potem lahko rečem, da težave, s katerimi se soočamo mi doma, nimajo nekega spill-over, bi rekli v angleščini, efekta, učinka na velike države. Obratno pa ja. Recimo težave Španije, Italije in še nekaterih drugih velikih držav evroobmočja imajo gotovo učinek tudi pri nas. Ko greva na drugo pomembno področje, šengensko upravljanje, kjer je bila zagotovo Slovenija zastovonoša zadnje šengenske širitve, pa je proces obraten. Pa bi morebitne težave, ki bi jih imeli doma, imele še kakšen učinek na velike države članice, recimo Francijo, Nemčijo in naše sosede. In če že govorimo o ugledu, je zagotovo naše delovanje v svetu, v institucijah, ravno na področju šengenskega upravljanja tisto, kjer nam velike države članice vedno prisluhnejo, kar je popolnoma logično, jasno, kajti ko skrbimo za lastno varnost, ko hkrati skrbimo tudi za celotno evropsko varnost, saj smo na eni najbolj izpostavljenih zunanjih meja šengenskega območja oziroma Evropske unije. Katera pa so področja, na katerih Slovenija torej predlaga rešitve in je tudi nekako močna v zastopanju svojih interesov oziroma usklajevanju? Ravno ko pogledava celoten spektr pravzaprav delovanja notranjih zadev, tukaj ne mislim samo na šengensko upravljanje, pa varovanje zunanjih meja, tudi na migracijsko in zlasti na azilno politiko, kajti cilj Unije je, da bi poenotili azilni sistem do konca tekočega leta. In tukaj kot mala država članica, ko usklajujemo znotraj sveta velike zadeve z veliko Nemčijo ali veliko Francijo, vedno prisluhnejo našim argumentom in jih tudi v večini primerov potrjujejo, sprejemajo, bodisi na naši ravni, na odboru stalnih predstavnikov, ali pa v ustrezni formaciji sveta ministrov za notranje zadeve. Tu nedvomno Slovenija igra zelo, zelo pomembno vlogo. No in ko smo že na tem področju tudi pridruževanja novih držav članic, vemo, da je Hrvaška uspešno zaključila pristopna pogajanja za vstop v Evropsko unijo. Naslednje leto, meseca julija 2013, bo polnopravna članica. Kako njeno pripravljenost ocenjuje Slovenija, kaj članstvo Hrvaške pomeni za Evropsko unijo, iz vidika morda tudi prihodnjih odnosov med Slovenijo in Hrvaško? Poglejte, če primerjam tedanjo širitev 1. maja 2004 s kasnejšimi širitvami, se ti pojavljajo neke paralele, ki se vlečejo kot neka stalnica. Gotovo je od zaključka pristopnih pogajanj do samega formalnega članstva še kar dolga doba, ko je treba opraviti ogromno domačih nalog, predvsem pri izpolnjevanju zavez, lastnih zavez, ki si jih dal v pogajalskem procesu. To smo morali opraviti mi in to bo morala opraviti tudi Hrvaška. Ustrezni mehanizmi, monitoring mehanizmi so na voljo, delujejo in v svetu jih spremljamo in natančno spremljamo, kako Hrvaška izpolnjuje svoje lastne zaveze, kajti samo to je ključ do polnopravnega članstva. Zaradi tega vedno govorimo o 1. juliju kot delovnem datumu, 1. juliju 2013. Do takrat bo pa mogla Hrvaška seveda še ogromno postoriti, predvsem pa izpolniti svoje lastne zaveze, ki jih je dala v pogajalskem procesu. Upam in mislim, da bodo te naloge uspešno opravili, ker kajti za nas kot relativno, smo prej rekli, malo državo članico, je pomembno z gospodarskega aspekta, z aspekta gospodarskega razvoja, da se ta meja postopoma širi na območje Balkana, kjer ima Slovenija specifične interese
in si želi, in je to cilj, da bi bil slej ko prej v neki dolgoročnem obdobju celoten Balkan vključen v Unijo, kajti le to ti garantira, da veš, pod kakšnimi enotnimi pogoji potem vsi delujejo in je tudi našim subjektom lažje. Hrvaška pa je pomemben gospodarski partner Republike Slovenije. No in v duhu te širitve na celotni Balkan, nekoč lahko morda še kak komentar na začetek pristopnih pogajanj tudi Srbije k Evropski uniji. Koliko časa ponavadi, od česa je odvisno, trajajo ta pogajanja, morda v primerjavi s Slovenijo, Hrvaško? Poglejte, če primerjate naše obdobje, tako rekoč 5 let, je to vse relativno. Nekatere države so se pogajale 3 leta in pol. Zdaj bi lahko problematizirala, ali je to dobro ali je slabo. Predvsem je pomembno, da država, ki se pogaja, ki vstopa, je na vstop dobro pripravljena. To je važno predvsem za državo v kasnejši fazi članstva, kajti sicer ima probleme pri prevzemanju obveznosti članstva in pri njenem samem delovanju znotraj Unije. In to se potem lahko ima negativne reperkusije na sam gospodarski in splošen trajnostni razvoj posameznih območij. Tako da Hrvaška se je pogajala veliko dlje, kot smo se mi pogajali. Zdaj, ne bi špekuliral, koliko časa se bo pogajala Črna Gora. Zagotovo bo rabila nekaj let, predvsem je pa od države, kandidatke, odvisno, kako bo s hitrostjo harmonizacije, kako bo sposobna, se pravi, v tem strukturnem prilagajanju implementirati lastne zaveze, ki jih bo dala. To je pač odvisno od vsake kandidatke. Posebej je pa dobro, da po zaključku pristopnih pogajanj, da se ta proces ni zaključil, da nadaljujemo sedaj s Črno Goro. Pri tem statusu Črne Gore Slovenija ogromno doprinesla v svetu, to odgovarjam tudi na tisto vprašanje, bila prepričljiv faktor, kateremu so prisluhnile tudi druge države in pač dale zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj Črne Gore, kajti tukaj je potrebno soglasje. Če je ena država članica od 27-terice proti, potem začetka pristopnih pogajanj ni. Morda, če ostaneva še pri zunanji politiki, tokrat držav članic Evropske unije. Združujejo se tudi na področju enotne zunanje politike. Dobro leto deluje Evropska služba za zunanje delovanje. Kako potem poteka to usklajevanje stališč držav na tem področju? Na eni strani imamo države članice še vedno svojo zunanjo politiko, po drugi strani se pa v okviru te službe za zunanje zadeve oziroma delovanje krepi enotna zunanja politika Evropske unije. Z začetkom delovanja Lizbonske pogodbe seveda se je pojavil tudi institut visokega predstavnika oziroma visoke predstavnice za skupno zunanjo in varnostno politiko. Mi usklajujemo te zadeve v formacijah, ki so znotraj politično-varnostnega odbora. Temu strani Slovenije ga reprezentira moj kolega veleposlanik Šinkovec. In seveda tukaj ponovno s soglasjem, poudarjam soglasjem, krepimo našo skupno zunanjo službo in naše skupno zunanje delovanje. Želimo, da bi govorila Evropa na globalni ravni z enim glasom v odnosu do naših ključnih strateških partnerjev, mislim na transatlantske odnose, na Združene države Amerike, na Rusko federacijo, Kitajsko, Japonsko in tako dalje. Lahko rečem, da po začetnih težavah smo tudi tukaj vse pomembnejši faktor in veseli me, da nam je ravno v zadnjem letu uspelo to, da kot mala država članica imamo le 2 veleposlanika Evropske unije, zlasti pa v območju, ki je za nas strateškega interesa, to je področje zunanjega Balkana. Glede na naš delež je to že nadpovprečna zastopanost. 2 slovenska veleposlanika na čelu evropske diplomacije v teh državah je gotovo velika zadeva. Kot
vsako na novo rojeno dete se je tudi ta skupna zunanja služba dolgo časa vzpostavljala. Sedaj po 2 letih in pol delovanja lahko rečemo, da so ti začetna faza težav, da je presežena. In če mene vprašate, kako ocenjujem, vidim, da je vsak svet za zunanje zadeve, ki ga vodi baronesa Ashtonova, efikasnejši, da so zaključki jasni in to nam omogoča potem tudi lažjo implementacijo zaključkov. Morda še nekaj besed na splošno o Evropski službi za zunanje delovanje. Kako se usklajujejo interesi, morda se ne podvaja, na eni strani imajo države svojo zunanjo politiko, na drugi strani se ustanavljajo tudi predstavništva Evropske unije. Kako gre to skupaj pri usklajevanju? Kot sem rekel, v vseh formacijah znotraj pa tudi regionalnih skupinah, tako imenovanih regionalnih skupinah v okviru politično-varnostnega odbora, ko je faza usklajevanja tam opravljena, dobimo na mizo odbor stalnih predstavnikov. V večini primerov potem ob ekipi gospe Ashtonove uskladimo na tej ravni in v večini primerov smo, lahko rečem, že tam uspešni, tako da okrog 5% težav in poslov pa prepustimo ministrom, da oni odločajo potem na samem zasedanju sveta za zunanje zadeve. Morda še sedaj na področju proračuna. Slovenija, Evropska unija. Lansko leto smo izboljšali raven črpanja evropskih sredstev z proračuna, smo prejeli 812 milijonov evrov. Seveda smo po drugi strani v evropski proračun tudi več prispevali, ampak še vedno smo neto prejemnica. S kakšnim trendom bomo pa zaključili letošnje leto oziroma bo podoben? Dobro vprašanje. Zdaj natančno ste navedli podatek, koliko smo prejeli. Pomemben je tukaj neto položaj. Lanski neto položaj na eni strani državnega proračuna je bil 407 milijonov, to se pravi, to je bistven podatek, da je Slovenija prejela proračun 407 milijonov evrov več, kot smo v proračun Unije vplačali. Seveda gre del sredstev, ki jih prejema Republika Slovenija, zlasti mislim tukaj na nevladen del, na gospodarstvo, tudi izven proračuna. Potem govoriva o neto položaju države. Ta položaj je pa še ugodnejši. Tako da lansko leto je Slovenija prejela skoraj pol milijarde več, kot je sama prispevala v proračun Evropske unije. Predstavljajte si, da brez teh sredstev marsikatera zadeva, tako na področju razvoja inovacij, razvoja malih in srednjih podjetij, kot tudi na področju infrastrukture ne bi bila opravljena. Mi si razvoja brez evropskega denarja praktično danes težko predstavljamo. Če ste me že vprašali, kako letos, redno spremljam te zadeve preko Generalne direkcije za proračun, kot tudi našega Ministrstva za finance. Ta dinamika se nadaljuje in ravno pred dnevi sem gledal podatke za prvo polovico leta, niso nič slabši, tako da upam, da bomo zaključili to leto tudi s tako ustrezno dinamiko. Nismo čisto na vrhu po črpanju med državam članicam, ampak smo v zgornji polovici, kar je dobro. To pa je dobro zaradi tega, ker v naslednji polovici leta bo eno ključnih zadev, ki jih imamo na dnevnem redu, pa pogajanja o večletnem finančnem okviru Evropske unije, se pravi o proračunu Evropske unije za obdobje 2014-2020. In seveda, če si dober pri absorpciji obstoječih sredstev, potem je tudi tvoja beseda v formacijah sveta močnejša. Ko govoriva še o črpanju sredstev, vemo, da je v Bruslju Evropska unija največji donator na svetovni, na globalni ravni
In mene veseli, da tudi tisti programi, ki so centralizirano upravljani, ki so upravljani in kjer se razpisi odvijajo v Bruslju, da je tukaj Slovenija pa še uspešnejša glede na njeno velikost. Tukaj mislim na 7. okvirni program raziskovalno-razvojnega dela. Tukaj mislim predvsem na komunitarne programe, kot je recimo program Eko-inovacije, kjer se razpisujejo desetine in desetine milijoni evrov in tukaj naši subjekti uspešno kandidirajo, dobivajo sredstva, recimo prav v programu Eko-inovacije, programu za konkurenčnost in razvoj, naš delež črpanja na evropski ravni 3%, kar je veliko več, kot je naš prispevek v sam proračun Evropske unije. Jaz si sam želim in upam, da bo Slovenija s tem trendom nadaljevala, kajti tu je razvojni in inovativni denar. Morda še vprašanje vezano na področja proračuna. Največ sredstev smo pridobili za razvoj podeželja. Katere postavke evropskega proračuna pa še imajo potencial za črpanje v prihodnje, poleg se pravi kohezije? Morda me zanima tudi delitev Slovenije na tako imenovani 2 kohezijski regiji z namenom črpanja sredstev za obdobje 2014-2020. Sam sem bil vključen v pogajanja pred mnogimi leti za sedanji proračunski okvir Evropske unije. Popolnoma jasno je, da ob obstoječih strukturnih skladih, kot sta Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, kohezijski sklad, da je za Slovenijo, kot ste že dejala, ključen in zelo pomemben Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, kjer se spomnim, da smo spogajali skoraj milijardo evrov sredstev. Seveda, ta sklad je za Slovenijo pomemben, ker ne gre samo za dejavnost kot tako, ker gre tudi za dejavnosti, ki pomenijo neko diverzifikacijo dela na kmetijskih gospodarstvih. Pomeni tudi vlaganje v infrastrukturo na podeželju, pomeni tudi vlaganja v druge dejavnosti, recimo razvoj turizma na podeželju. Sheme, ki so bile tukaj na voljo, so jih v Sloveniji zelo, zelo dobro koristili. So področja, kjer so fantastično izkoristila ta evropska sredstva in dvignila, recimo, če gledam Zgornjo Savinjsko dolino, kako je dvignila turistično ponudbo in kar se potem odraža pri razvoju samega turizma, recimo nočitev, kvalitete. In če spremljam sam te podatke lansko leto, recimo potem, ko je Solčavsko postalo evropska destinacija odličnosti, vidimo, da trend nočitev raste. In to pomeni tudi nova delovna mesta na podeželju. Se pravi, da ohranjamo poselitev tudi za nas, za naše kmetijstvo, izrazito manj ugodnih pogojih. Zato so ta sredstva tako pomembna in se kombinirajo s sredstvi, ki jih potem še javni sektor koristi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Se pravi, kombinacija teh sredstev in teh ukrepov, ki se financirajo, je lahko optimalna za razvoj tudi v tistih območjih, ki so manj primerna za bivanje, delovanje in zagotavlja nek trajnostni razvoj in seveda dolgoročno tudi poselitev v takih območjih. Morda, če zaključim najin pogovor v okviru oddaje Slovenska beseda v Evropi, tam, kjer sem ga začela. Na eni strani je Evropa 2 hitrosti, na drugi strani je Evropa združena v raznolikosti. V trenutni situaciji, v kateri je Evropska unija, je mir pogojen z denarjem? Evropa 2 hitrosti, to danes mediji zelo radi poudarjajo. Veste, ta termin ni popolnoma nič nov. Tisti, ki se že celo življenje ukvarjamo z integracijskimi procesi, vemo, da je prvi govoril o tem že leta 1994, zavestno povem, sedanji nemški finančminister Schäuble, ko je bil še v kabinetu kanclerja Kohla. Pa gospa Merklova. Se pravi, to ni nov termin. Dobro se spominjam decembra 1994, ko je Evropski svet tedajni v času nemškega predsedovanja sprejel, potrdil strategijo
predpristopno strategijo za države Srednje in Vzhodne Evrope. Tako da ta termin ni popolnoma nekaj nič novega. Ne. Jasno, da se pa zadnje čase ponovno oživlja, pravzaprav povezano z krizo v območju evra. Ne. Pri razlikovanju med državami znotraj tako imenovane jedrne skupine evroobmočja, se pravi EU17 in tistimi državami, ki imajo težave. Recimo teh je 7 in med njimi je žal tudi Slovenija, ki ima težave. Manjše kot nekatere velike države. Vidimo, da se zadnjih 2 let ogromno časa, celo preveč, če me vprašate, ukvarjamo s tem. Vendar na koncu ostajam optimist, kajti naša medsebojna povezanost znotraj evroobmočja je tako visoka, da nikomur, pa naj bo mala država članica ali pa velika, razpad evra ne prinese nič dobrega, kar je prejšnji teden izrazito pozitivno govoril v to smer tudi finski predsednik vlade ali pa finski evropski minister. Čeprav so bile številne medijske špekulacije, da naj bi recimo ta država ali Nizozemska izstopili iz evroobmočja. Najmanj, kar je v interesu teh 2 držav, je, da bi izstopili iz evroobmočja. Dobro, pojavljajo se včasih politični problemi doma, tudi zaradi odsotnosti demokratičnega, bi rekel, zaradi obstoja demokratičnega deficita, ampak veste, vsaka država ima volitve, Nizozemska ima volitve 12. septembra. Finci so imeli lansko leto, prisotnost resničnih Fincev oziroma njihova vloga ni več tako močna kot leto nazaj in tako imenovana 6-partijska mavrična koalicija na Finskem odlično deluje in zagotovila so, da je vsako razmišljanje Finske o izstopu iz evroobmočja zgolj špekulacija. Morda še za konec, za pozdrav gledalcem, kaj je vaše sporočilo iz Bruslja v Slovenijo? Popolnoma nič drugače kot tistega, ki sem ga povedal že pred mnogimi leti, pred referendumom ob vstopu leta 2003 ali v 90. letih. Evropa je za nas izziv, je za nas priložnost, smo njen sestavni del, priložnost za vse gospodarske subjekte, za velike, male, izvažamo 70%, se pravi, smo še kako s popkovino povezan na ta civilizacijsko-kulturen okvir in jaz mislim, da bomo mogli še veliko bolj to poudarjati, kajti nisem prepričan, da smo 8 let po vstopu vse te priložnosti, ki izhajajo iz članstva, izkoristili. Obstajajo in so nenehen izziv za vsako generacijo, za vsakega posameznika in seveda za vse subjekte. Kakršnakoli ta proces je nepovraten. Kakršnikoli procesi v nasprotno smer ali v kakršnokoli zapiranje bi pomenili za nas kot malo državo na tako pomembnem geografskem prostoru, da nismo izkoristili prednosti svoje geografske lokacije, tako da sem odločno proti temu, da bi se Slovenija kakorkoli zapirala, kajti če se odpira v vse smeri, tako kot bi se moglo še veliko več in izkoristila vse te izzive članstva, potem bi nam bilo lahko boljše. Evropa je naša skupna usoda, je naša skupna priložnost, je naša bodočnost in na tem upam, da bomo tudi naprej prispevali pomemben kamenček v tem mozaiku, zato da nam bo vsem boljše. Je pa včasih zavedanje o tem težko, nerazumljivo, zato je pomembno, da se sliši tudi naš glas iz Bruslja v domovino, kajti sam svojega položaja v Bruslju ne vidim samo kot glas Slovenije v Evropski uniji, ampak tudi kot glas Evropske unije v Sloveniji. Gospod veleposlanik, dr. Rado Genorijo, najlepša hvala. Želim vam srečno in uspešno še naprej v Bruslju. Hvala lepa, hvala tudi vam in srečno domovini. Hvala lepa.